nami je dr. Klara Redko, prihaja iz Raziskovalnega inštituta Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Um, Leta 2018 je doktorirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Njeno področje raziskovanja zajema predvsem uporabo spektroskopskih tehnik na predmetih kulturne dediščine. Prosim, izvolite predstavitev vašega projekta. Evo, najlepša hvala za uvodne besede, za povabilo. Torej, jaz bom danes vam na kratko predstavila neinvazivne preiskave ramanske in infrardeče spektroskopije izbranih del na papirju iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice. Ti rezultati so nastali v okviru podoktorskega raziskovalnega projekta, ki je bil financiran s strani Agencije za raziskovalno dejavnost in inovacije Slovenije, torej karakterizacija in stabilnost črnil na papirju. Projekt je trajal 2 leti, sestavljen iz več različnih sklopov, ki so bili vsi podlaga za uspešno karakterizacijo črnil na čim bolj neinvaziven in nedestruktiven način. Torej, splošni cilj celotnega projekta je bil razviti analitično metodologijo za ustrezno karakterizacijo in klasifikacijo črnil na originalnih delih. V projektu je sodeloval tudi svetovalni odbor projekta, ki je bil sestavljen iz različnih strokovnjakov na področju kemijskih analiz in analiz papirja. Med drugim je bila članica tudi dr. Jasna Malešič iz NUK-a. V okviru projekta se nismo osredotočili na vsa možna črnila, ampak smo izbrali določena črnila, in sicer železotaninsko črnilo. Ta se je pripravljal zgodovinsko iz mletih šišk, te so vir polifenolov, vitriola, torej sulfata in veziva. Osredotočali smo se tudi na črnila modrega lesa z različnimi kovinskimi ioni. Ti so se pripravljali zgodovinsko s kuhanjem sekancev jedrovine drevesa modrega lesa, nato so se primešale različne kovinske soli in v odvisnosti od kovine, ki se je uporabila, se tudi razlikuje barva izbranih črnil, od črne do vijolične. Črnilo modrega lesa s kromom so razvili v 19. stoletju, takrat se je tudi povečal uvoz modrega lesa iz Srednje Amerike v Evropo. Razvilo se je pa predvsem kot alternativa železotaninskim črnilom, saj so le-ti toliko korodirali in kovinske konice pisali in tudi sam papir. Analizirali smo tudi črnila mešanic železotaninskih črnil in črnil modrega lesa, črnila na osnovi ogljika, to so sajev ali ogljik, ki nastajajo pri izgorevanju smol ali olj, in tudi sepije, ki se pridobiva iz same sipe. Te vzorce na papirju, ki smo jih pripravljali v okviru projekta, smo nanesli na različne zgodovinske nosilce, na različne papirne podlage, in za čim boljšo ponazoritev stanja smo vzorce pospešeno starali pod kontroliranimi pogoji v klimatskih komorah, da bi resnično dosegli stanje originalnih del. Analize smo izvajali s spektroskopskimi tehnikami, tako z uporabo stacionarnih instrumentov kot prenosnih instrumentov, in smo zgradili obširno spektralno bazo, določili smo tudi določene eksperimentalne parametre za učinkovito analizo. Naj povem, da je spektralna baza izjemno pomembna in ključna za analize kulturne dediščine, saj so dediščinski materiali izjemno heterogeni, imajo posebne značilnosti, po drugi strani pa so lahko predvsem zelo degradirani. Vse to je bila podlaga nato za analizo izbranih originalnih del na papirju iz zbirke NUK, kjer smo uporabili zaradi občutljivosti predmetov samo prenosne instrumente. Da nekoliko spregovorim za uvod o analitskih tehnikah, ki se pojavljajo na področju dediščinske znanosti. Te razdelimo na invazivne in neinvazivne.
Invazivne temeljijo na analizi odvzetih vzorcev, kar pomeni, da moramo vzorec odvzeti, s čimer lahko umetniško delo poškodujemo, zato sledimo etičnim načelom. Vzorci so majhni, vzorčimo z manj pomembnih lokacij. Zato se velikokrat pojavi tudi problem statistične reprezentativnosti, ker za širšo interpretacijo umetniških del potrebujemo več vzorcev in tukaj se vedno pojavi vprašanje, v kakšnem obsegu sploh posegamo v samo dediščino. Vzorce seveda lahko po odvzemu uničimo, temu pravimo, da so analize destruktivne ali pa so po sami analizi še uporabne za nadaljne analize, torej gre za nedestruktivno analizo, kar smo tudi se osredotočali v našem projektu. Torej, analize s stacionarnimi inštrumenti so predvsem bolj občutljive, kar pomeni, da lahko določujemo nižje koncentracije izbranih materialov, so tudi bolj selektivne in specifične, kar pomeni, da lahko med materiali podobne strukture bolje ločimo, ampak ker imamo opravka z dediščinsko znanostjo, so primarno zahteve po neinvazivnih analitskih metodah in zaradi tega se razvijajo prenosni instrumenti. V takem primeru objekt ostane nedotaknjen, velika prednost pa je to, da lahko raziskujemo na samem terenu. Je pa pomembno vedno pri rezultatih neinvazivnih metod, da imamo te predhodne rezultate spektralne baze podkrepljene tudi z analizami stacionarnih instrumentov. Seveda pa nobena analitska tehnika ne more odgovoriti na vsa vprašanja in zato se vedno pojavi potreba po komplementarni uporabi več analitskih tehnik. V našem projektu smo poleg spektroskopskih tehnik seveda uporabljali tudi druge tehnike, kot so kolorimetrija, kromatografija, ampak tukaj se bom res osredotočila na samo spektroskopske tehnike. Spektroskopija je v splošnem analiza interakcije svetlobe z neko snovjo, to pa nam omogoči preiskavo same sestave. Mi smo uporabili vibracijsko spektroskopijo, to sta infrardeča spektroskopija in ramanska spektroskopija. Ti dve tehniki nam omogočata preiskavo molekulske sestave. To je zelo pomembno sploh pri identifikaciji črnil, kot je na primer železotaninsko črnilo, kjer nam elementna sestava o prisotnosti oziroma podatek o prisotnosti železa še ne more potrditi prisotnosti železotaninskega črnila, ker tudi druga črnila lahko vsebujejo železo. Torej, uporabljali smo infrardečo spektroskopijo, ki temelji na absorpciji infrardeče svetlobe, in ramansko spektroskopijo, ki temelji na neelastičnem sipanju svetlobe. Komplementarna uporaba obeh tehnik nam podaja različne podatke. Z infrardečo spektroskopijo lahko določimo sestavine papirja, identificiramo veziva, določimo tudi izvorne sestavine samih črnil. Ramanska spektroskopija je pa v splošnem bolj uporabna za identifikacijo anorganskih spojin, zato se na področju dediščine velikokrat uporablja za določanje pigmentne sestave na umetniških delih, na slikah in platnu, na slikah na platnu. V tem primeru pa nam je omogočila detekcijo kompleksa med železom in polifenolom, kar je značilno za železotaninska črnila. Pokazali smo, da lahko razlikujemo med železotaninskimi črnili in črnili modrega lesa in da lahko detektiramo tudi črnila, kot so črnila na osnovi ogljika. V analizo smo nato izbrali originalna dela iz 19. in 20. stoletja, predvsem zaradi tega, ker smo ugotavljali tudi, če je prisotno črnilo modrega lesa, ki se pojavi v 19. stoletju. Vemo pa, da je tudi železotaninsko črnilo bilo uporabljeno v 19. in še vedno v 19. in tudi na začetku 20. stoletja. V analizo smo vključili več rokopisov Otona Župančiča, tukaj je primer analize njegove pesmi Breza in hrast. Na
Torej, na levi strani je primer analize, torej sta primera ramanskega spektra in infrardečega spektra, kot ste že v prejšnji predstavitvi videli, lahko rečemo, da gre to za fingertip, za odtis neke komponente. No, na tem mestu smo določili kompleks železopolifenol, kar potrjuje prisotnost železotaninskega črnila in prisotnost taninske kisline z infrardečo spektroskopijo. Na desni strani so na primer prikazane lokacije same analize, s črko A infrardeča spektroskopija, s črko B ramanska spektroskopija. Na samem papirju, na samem nosilcu smo določili prisotnost celuloze, saj gre za papir, in tudi glinenih mineralov, torej kaolinita, ki se je uporabljal kot polnilo v samih papirjih. Na njegovi drugi pesmi Povabilo smo prav tako določili železotaninsko črnilo na področjih črnili. Na nekaterih mestih sklepamo tudi, da je bilo uporabljeno še črnilo na osnovi ogljika. Na njegovi tretji pesmi Naše luči smo prav tako določili železotaninsko črnilo in verjetno tudi črnilo na osnovi ogljika. Na območjih brez črnila, torej na samem papirju, pa smo poleg celuloze določili še prusko modro, to je pigment, ki se je najverjetneje uporabil kot polnilo. Ta papirni nosilec je tudi precej svetlejše barve od ostalih. In proteinske trakove, ki nakazujejo na prisotnost klejiva. Na risbi Hinka Smrekarja, Krvna osveta v Albaniji, slika očividca, smo tudi določili železotaninsko črnilo, na temnejših delih pa še črnilo na osnovi ogljika. Na njegovi risbi za križem smo določili, da je na tem temnejšem okvirju prisotno črnilo na osnovi ogljika. Za rdeča področja pa je uporabil živosrebrov sulfid, torej pigment cinober. Na papirnih nosilcih smo določili še kalcijev sulfat, prav tako polnilo. Na njegovi zelo degradirani risbi Lojze Dolinar in Ivan Jurkovič smo prav tako določili železotaninsko črnilo, kar tudi nakazuje razlog za degradacijo tega dela. Poleg vsega pa smo na področjih brez črnila določili tudi lignin, kar pomeni, da ta papir vsebuje visoko vsebnost lignina in tudi to je razlog za večjo nestabilnost samega dela. Tudi Zofka Kvedrova je svoj rokopis napisala z železotaninskim črnilom, vendar pa je prisotna še neka dodatna organska komponenta, ki je na tej točki zaenkrat še nismo znali identificirati. Mogoče samo čez zaključek še povzamem, prednost uporabe prenosnih instrumentov je predvsem ta, da omogočajo analizo neposredno na mestu, kar je sploh ključno za preučevanje občutljivih in degradiranih originalnih vzorcev, predvsem na papirju. V našem raziskovalnem delu do sedaj smo izvedli neinvazivne analize z uporabo prenosnih, ramanskih in infrardečih spektrometrov. Določili smo predvsem železotaninsko črnilo ali črnilo na osnovi ogljika, seveda pa bi za natančnejše in še bolj poglobljene analize bilo smiselno vključiti tudi druge analitske tehnike, predvsem stacionarne instrumente. Zahvalila bi se Narodni univerzitetni knjižnici za pomoč, za sodelovanje in seveda tudi vam hvala za vašo pozornost. Doktor Retko, najlepša hvala vam za predstavitev. Vprašanj nimamo v klepetu, tako da jaz vam želim še naprej uspešno merjenje. Ja, najlepša hvala. Hvala lepa.